Dober dan, pozdravljeni. Danes se bomo skupaj naučili, kako vstavljamo dejansko oglase, nepremičninske oglase v CRM KV Slovenija. To velja predvsem za vse tiste, ki nimate svojih programov preko KABI-ja, svojih CRM-jev in boste ročno vnašali vse oglase na ta naš centralni del od KV Slovenija. Zdaj, načeloma začnemo vedno na osnovni strani, kadar se boste prijavljali, se prijavljate pod tem linkom, katerega ste tudi prejeli vsi na mail, z svojim uporabniškim imenom, to je to, in pa geslom, ter stisnemo vstop. Ko vstopimo v naš CRM, se nam odpre načeloma ta del. Eni boste imeli tukaj napisano nepremičnine, projekti, opravila, različne stvari sem, eni jih boste imeli tako dol. Tako da to obstajata dve različni verziji, katero si poglejte, kako imate nastavljeno. Vedno kadar se boste lotili, da boste dali nov oglas, začnete tukaj pri tem zelenem gumbu, kjer piše dodaj. Nepremičnine, postavite se na nepremičnine in dodaj. In ko dodamo, začnemo urejati oglas. Vedno se nam bo odprlo eno okno, to so oglasi, tu sem bomo začeli enostavno vnašati podatke o stanovanju ali o zemljišču ali o hiši, karkoli imate, vam bomo zdaj šli lepo korak po korak, kako vse skupaj vnašati. Naša šifra, tukaj šifra, se vam bo vedno pojavila sama in jo bo tudi računalnik sam dodal. Tako da te prve okence šifre oglasa se prosim ne dotikate. Nato greste na status, označite prosto. Transakcija označite, ali se gre za prodajo, oddajo, nakup, najem, zamenjava. Mi bomo sedaj vzeli primer prodaje trisobnega stanovanja. Stisnemo prodaja. Nato imamo stanje. V kakšnem stanju je samo stanovanje? Prvotno stanje, prenovljeno, odvisno, odločite se, sami veste, kakšno stanovanje prodajate in vse skupaj označite. Potem pridemo do vrste, kjer označite, kakšno nepremičnino prodajate. Mi smo se odločili, da bomo vam sedaj pokazali primer stanovanja in označimo stanovanje. Tip objekta se gre dejansko, ali je to dvosobno, trosobno, garsonjera, vse skupaj določite. Pri hišah, vam bom pokazala, pri hišah bi se vam pa recimo pojavilo, ali je vrstna dvojček, trojček. V glavnem določite vse lastnosti, ki jih imate pri sami nepremičnini. Mi smo rekli tukaj, da bomo dali trisobno in označimo trisobno stanovanje. Te lastnosti tukaj načeloma lahko dopolnjujete, lahko pa jih pustite prazne. Mi bomo sedaj pustili to prazno. Leto izgradnje in pa leto prenove. Obvezno vam je izpolniti vse, kar ima zvezdico. Tako da leto izgradnje dajte. Jaz bom zdaj dala, 2009 letnik. Potem leto prenove, morda prenova, sami veste, kaj se šteje, če je bila prenovljena kakšna kuhinja, če je bilo prenovljeno kakšni podi, okna, takšne stvari, prebarvano, prebeljeno, streha pri hišah, okolica, tako da bomo dali, da je bilo po nekem določenem letu vse to skupaj sedaj prenovljeno. Tako da mi bomo dali, da je bilo recimo prenovljeno leta 2015. Tako, sedaj, ko je bilo vse skupaj prenovljeno leta 2015, imamo vstavljeno, če v primeru, da stanovanje ni bilo nikoli prenovljeno, pustimo to prazno. Potem se lotimo velikosti. Velikost stanovanja bomo za trisobno napisali, primer 75 kvadratov. Zdaj pa tukaj je tako. Tukaj imamo bruto pa neto. Zdaj, če je vse skupaj isto, drugače ta manjša vrednost vedno spodaj, ta večja zgoraj. Tako da tu bi bilo recimo, da rečemo, da je 3 kvadratne metre kleti, bi še dali tu 72 kvadratov. Zemljišče vedno označite lahko pri atrijih ali pa pri hišah, še dodate, koliko je zemljišča. Nadstropja. Tu imate, v katerem nadstropju se nahaja stanovanje, tukaj pa v katerem, koliko nadstropju ima celoten blok. Tako da mi bomo dali primer, da je zdaj to stanovanje v prvem nadstropju in blok ima skupno število
nastropi 4. To je to. Opremljenost označite, ali se prodaja opremljeno ali neopremljeno, to je, bom rekla, tudi zelo pomemben dejavnik, saj stranke velikokrat zanima, ali se prodaja z opremo ali ne. Mi bomo dali, da si primer prodaja delno opremljeno. Tako. Prosim, ne pozabite označiti število sob, spalnic, kopalnic, te stvari, zdaj eni, ki uporabljamo Kabi, že vemo, da Bauhat avtomatsko prenaša in potem imate zelo malo podatkov v primeru, da tega ne označite. Ker imamo 3-sobno stanovanje, imamo seveda 3 sobe. Tako da potem rečemo 2 spalnici, 1 kopalnica z straniščem. Ne? Tukaj določite agenta, ki prodaja vse skupaj. Jaz bom sedaj dala, recimo, da to pri nas prodaja Boris, dodam Borisa in tukaj dodam prodajalca. Prodajalec je tisti, s katerim ste sklenili posredniško pogodbo in ga načeloma lahko zdaj vstavite tukaj, vkolikor ga nimate že predhodno, ga lahko vstavite skupaj. Mi ga bomo sedaj skupaj vstavili. Lahko ga načeloma tudi po številki, ne vem, 051 62, da vidimo, kaj nam. 051 62. Nič ni pod to številko, pa da vidiva. 413 bomo dali, evo, tako. Če imamo po telefonski, že lahko poiščemo osebo, katero smo že imeli vnešeno v kontakte. Te kontakte bom pokazala. Vkolikor pa osebe še nimamo vnešene, dodamo tukaj plusek. Jaz bom sedaj seveda dala to vse skupaj pod test, pa tudi priimek test. Tako. Označimo moški ali ženska, kar se je, bom rekla, dokaj pomembno, zato ker če pošiljamo kakršnekoli kampanje, v primeru dan žena, materinski dan, karkoli je pomembno, kateri spol je, ker zagotovo ni fajn, če nekemu moškemu za dan žena iskreno čestitamo, sicer vsak bi bil vesel, ampak kakorkoli. Tako označite tukaj spol. Dodate telefonsko, e-mail, če ga imate, primer, jaz bom zdaj dala svojega. Tako, in še naslov, poštni naslov, se tudi zmotimo, tu je e-naslov, poštni naslov, vkolikor bomo dali tako. To imamo sedaj izpolnjeno, ne? Da se sam kontakt izpolni. Potem greste pod skupino kontaktov, to lepo prosim ne pozabite, zato ker vem, da vam osnovo že načeloma vstavljanje kupcev vse tukaj noter poda, vendar je zelo pomembno tudi podati skupino kontaktov. Tukaj označimo, ali je to prodajalec, načeloma nam v tem primeru že program sam ponudi, da je to prodajalec, saj se gre za samo prodajo stanovanja in to pustimo. Vkolikor pa vnašate samostojno kontakte, pa so kupci, jih prosim označite, zato ker jih potem tudi skupina sama izbere. Je pomembno za nadaljnje obveščanje. Ko imamo celoten kontakt vnešen, stisnemo shranjen zapri. Ko imamo to shranjeno, nam bo program sam dodal potem prodajalca noter. Tukaj pod pridobil, recimo pri nas precej pridobiva klicni center, tako da je lahko to Vanesa ali jaz ali Daniela. Vkolikor ste pridobili to vi, si dodajte, da ste pridobili nepremičnino vi. V primeru, da imate podpisano ekskluzivno ponudbo, dajte tudi to še označiti. Za javne licitacije bi vas pa lepo prosim opozorila, da kadar to označite nepremičnine, ne na lepo sprejmejo in znajo glas zavračati, tako da tega ne naznačujte. Tukaj še lahko damo recimo, da je pridobila Vanesa, da imate vse skupaj izpolnjeno. Aha, Vanesa še pa nima Kavija. Pomembno je, da imajo vsak, ki je pridobil ali karkoli v TCRM, je pomembno, da ima Kavi račun ali pa da je vstavljen kot agent, tako da bomo zdaj dali, da je Boris.
Boris Šešovnik, evo tako, da je pridobil to nepremičnino Boris Šešovnik. In to je tista prva stran, katero smo izpolnili. Prosim, zapomnite si, da vsako stran, to se pogovarjamo o straneh, prosim, sproti shranjujte. In sedaj smo to shranili. Sedaj nas je program sam dal na lokacijo. Lokacijo dajte tukaj zgoraj, vedno. Jo določite tukaj zgoraj, ker vam bo program potem sam dodelil območje. Pa bomo sedaj dali stanovanje Zgornje Hoče, evo tako. In program sam določi Podravska Hoče, Slivnice, Zgornje Hoče, tako da jaz še dodam samo številko 2a. In vedno, ko imam vse to izpolnjeno, stisnem ponovno shrani. Sedaj me je dal na ceno. Cena stanovanja, po kateri ste se dogovorili. Kasneje vam bom tudi pokazala, vstavim ceno. V primeru, da pa vi kasneje znižate, greste nazaj v ta oglas, greste pod ceno in vpišete staro ceno tukaj od spodaj in novo znižano ceno tukaj zgoraj. Kar pomeni, da vam bo program sam zaznal, da je znižano in bo se tudi na spletni strani pojavila ta oznaka, da je nepremičnina znižana. Sedaj, ko smo vstavili to prvo ceno, ponovno stisnemo shranjeno. In sedaj, ko smo mi neke osnovne stvari shranili, se nam je v tem programu odprlo še več novih stvari. Ena izmed teh je, da nam je program dodelil šifro oglasa. Drugo, kar pa je, pa smo tu dobili nekoliko več strani in pa opcij urejanja samega oglasa. Mi smo sedaj izpolnili vse osnovno. Vse skupaj lahko vedno spremenite. Iz vsake spremembe, ki jo naredite, če bom jaz to spremenila na 76, vse lepo prosim samo sproti shranjujte. Sedaj bomo dali tudi opis. Opis bomo samo trenutek, vam bom pokazala. Tako bomo opis prelepili tu vsem. Imamo opis. Opis, prosim, brez velikih črk. Tako da naj bo, lahko je nekaj krepko. Dajte si lepo sestaviti opise, tako kot nas učijo na samih predavanjih. In vedno opis, kadar ga prilepite v zgornji del, v spodnjem delu ne morete nič popravljati. V zgornjem delu lahko vse urejate. V tem spodnjem okencu ne morete urejati nič. Ko ga dodate, dajte shraniti. Za nepremičnine lahko date tudi druge jezike tukaj zgoraj. Stisnete na angleško in dodate tukaj sem angleški jezik, kar pomeni, da lahko se tudi prevajajo v angleščino na naši spletni strani. Tako da imate tu različne opcije, v kaj vse želite prevesti. Samo vse, kar dodajate, lepo prosim shranite. Lokacijo, ker gremo zdaj po vrsti, osnovno smo naredili, opis smo dodali, sedaj še imamo tukaj lokacijo, lokacijo smo dodali, imamo ceno 95, podatki o stavbi. Podatki o stavbi tukaj date pri zemljiščih in pa hišah, te stvari izpolnite, katastrska, številka stavbe. Tako da vse skupaj, katastrsko recimo damo zdaj, sicer imamo eno drugo, ampak predo, pa dodate vse skupaj noter. Tako. Pri stanovanjih pač te parcele ni in vse skupaj dodamo, stisnemo shrani. Vse, kar delate, lepo prosim sproti shranjujte. Oprema. Pri opremi dajte označevati. Tu imate od ogrevanja, kakšnega ogrevanja, od telefonov, če je vpisano v zemljiško knjigo ali ni, ali ima teraso ali nima. Mi bomo dali, da je to stanovanje z dvigalom, da ima klimo, da ima recimo ogrevanje na plin, domofon, kamere nima recimo, telefon, kabelska televizija, kabelski internet, shramba, balkon, dajte označiti vse, kar stanovanje ima. In vse, kar označite, kar stanovanje ima, sproti shranjujte. Video. Video je lahko v primeru, da vi lahko stanovanje posnamete. Greste v stanovanje in posnamete ogled s telefonom, tako kot da bi bila stranka z vami. Ta posnetek lahko k nam tudi pošljete, vam ga damo preko YouTubea na KV in takrat gre link od YouTubea lahko tu noter in bo zraven tudi vse posod ta video. Slike. Slike dodajamo tako,
da si jih nekje shranite na sam računalnik. Stisnete dodaj sliko in ko imate sliko dodano, samo malo bomo pogledali, kje imamo kaj. Tako izberete vse slike skupaj, jih odprete in jih naložite. Samo malo bomo zdaj pogledali, zakaj zdaj to ni šlo. Gremo še enkrat, da vidimo. V redu, tu zdaj vidimo, da se je nam ena napaka pojavila pri dodajanju slike. To bomo razrešili do jutri, načeloma dodate sliko in vam jih on noter nameče. Zdaj, karkoli je bilo tukaj, bomo se mi pozanimali pri Gabiju. Pri datoteh tega, karkoli boste dali v datoteke, bo objavljeno tudi na spletu, tako da načeloma tukaj noter ne dodajamo ničesar. Oglaševanje imate, označite vedno, ko boste oglaševali, dajte označiti, tukaj pazite, da dodate današnji datum, da se vidi, da je ta oglas nov, tako da vedno dajte na današnji datum. Konec objave pa se gre, kdaj se zaključi posredniška, tako da do takrat, ko imate posredniško, tukaj označite. Greste v interne dokumente tudi naložite preko tega, ne vem, recimo damo zdaj to, odpremo in nam naloži dokument. Tukaj v interne dokumente nalagamo posredniške pogodbe, ZK-je, GURS-e, uporabna dovoljenja, vse dodatne dokumente, ki jih imate glede samih stanovanj, jih vedno naložite tu noter. Če želite karkoli tu preimenovati, preimenujte, pa napišite recimo posredniška pogodba. Evo, tako shrani spremembe in imamo točno posredniško pogodbo. Opravila. Tukaj noter dodajate, če še morate karkoli glede opravila. Tu vam bojo tudi prišli klici, koga morate poklicati, ali želite to še kam dodati, v glavnem tu se gre za Bauho, dodaj oglas na Bauho, pokliči to in to stranko, vse skupaj vam bo prišlo tukaj sem. Interne opombe. V interne opombe načeloma vse skupaj pišemo vedno kakšne podrobnosti ali posebnosti, ki želite, da jih klicni center ve, ali nekaj, kar je pomembno za stanovanje, recimo stanovanje nima dvigala, ali pa odgovora na pogosta vprašanja, ki se pojavljajo pri samih oglasih. Tako da, ko boste vse to, bomo dali samo opomba, toliko da vidite, samo napišete noter in dodaj opombo in se to tudi vidi. Tako, in ko imate vse skupaj to napisano, dajte shraniti. V teh oglasih se beleži načeloma čisto vse, kar je kdo delal, kar je kdo spreminjal, kdaj je bilo ustvarjeno, tako da se točno ve, kdo karkoli dela v teh oglasih. Ko pa boste vi vse skupaj imeli pripravljeno, date na koncu, ko pregledate oglas temeljito in veste, da ste zaključili, date oglas na aktivnega. Ko daste oglas na aktivnega in stisnete shrani, pomeni, da se bo oglas začel oglaševati na KV strani. Tako. In date tukaj še potem shrani in zapri. In ta oglas, ki ga bomo seveda zdaj še hitro zbrisali, bi se nam pokazal. Samo trenutek. Evo, tukaj. To je oglas, ki smo ga ustvarili danes. In to je naš oglas. Seveda tega bomo izbrisali, super bi bilo za slikice, glede slikice vam objavimo, kakršne so bile težave, tako da dobite kratki posnetek. In tako se naš oglas objavi vse skupaj. Ko pa vi želite, da ta oglas več ne bi oglaševali, da ga umaknete iz oglaševanja, ker ste ga prodali, greste nazaj v oglas, še vam bom enkrat pokazala, greste od zunaj, greste pod uredi v oglas, greste pod oglaševanje in ga date v arhiv. Tako ga bomo mi zdaj naredili, tudi dali v arhiv in če sedaj pogledate vse skupaj, oglasa več ni. Lahko gremo pod oglase in oglasa več ni. Tako da tako enostavno izjavimo.
Hvala vam za dodatna vprašanja, se pa slišimo.